Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo vas pozdravljam v novi televizijski oddaji Nostalgija. Moj današnji gost prihaja iz sveta alpskega smučanja, ki ima pri nas zelo dolgo in bogato tradicijo. Tako Slovenci že dolgo veljamo za smučarski narod. Iz zgodovinskih virov je zaznati, da je že pred 400 leti o bloškem smučanju pisal Janez Vajkard Valvazor. Zgodovinska dejstva nas v nadaljevanju poduči, da smo že davnega leta 1895 imeli v bližini Ajdovščine prvo smučarsko tekmovanje v Evropi. V letih 1913 in 1914 je smučarski zanesenjak Rudolf Bajdura v ljubljanskem Tivoliju uspešno organiziral prvi smučarski tečaj za moške in ženske. Pomembno vlogo pri priljubljenosti zimskih športov med Slovenci prispeva Smučarska zveza Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1920-1921. Delo Smučarske zveze ima izjemno poslanstvo, opravlja številne naloge, med drugim tudi na področju iskanja, prepoznavanja mladih talentov, saj se zveza zaveda, da so prav mladi prihodnost slovenskega smučanja. Kako je bilo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na področju alpskega smučanja v Sloveniji in širše, nam bo razkril moj današnji gost oddaje Nostalgija, veliki slovenski as, nekdanji vrhunski smučar, gospod Jure Franko, olimpijec, ki je 14. februarja 1984 naši takratni skupni državi Jugoslaviji v Sarajevu na Bjelašnici prismučal srebrno olimpijsko medaljo in se za vse večne čase zapisal v zgodovino olimpijskih iger. Jure Franko je že v času olimpijskih iger Sarajevčane popolnoma navdušil tudi z navihanim značajem in sproščenostjo. Jureta se je prijel vzdevek: imamo raje Jureka od Bureka. Jure Franko je leta 2020 postal častni meščan mesta Sarajevo. Prijazen pozdrav, spoštovani gospod Jure Franko v studiu Nostalgije na televiziji Arena. Globoko sem počaščen, da sta si ob obilici dela vzeli čas in nas obiskali v Celju, ker ima televizija Arena svoj domicil. Hvala, lep pozdrav najprej za ta krasen uvod in veliko informacij, za katere tudi sam nisem vedel, oziroma je bilo dobro, da sem jih ponovil. Predvsem pa seveda lep pozdrav vsem vašim gledalcem in upam, da uživajo, prepričan sem, da uživajo v vaših prispevkih, v vaši novi oddaji in da se bomo zabavali skupaj tudi v tej. Tako, hvala lepa. Gospod Franko, povejte nam uvodoma, kje ste preživeli otroštvo in rano mladost. Torej, jaz sem Primorc, to se pravi iz Solkana pri Novi Gorici, kjer sem odraščal do 14. leta. V prvih 14 letih je bilo potem vprašanje seveda zaradi samega smučanja, ker sem smučal že od rane mladosti. Oče je bil iz Kranja, je bil navdušen športni delavec in, bom rekel, entuzijast, ki naju je z bratom upeljal v smučanje, vendar se je kmalu pokazalo, da so primorski tereni postali za nas, za takratne potrebe, premajhni. Tudi smučarski klub oziroma centralizacija, v takratnem času se je začelo z nekakšno centralizacijo moči športnih klubov, to se pravi, da klubi niso bili več tako razpršeni po različnih krajih Slovenije, ampak se je center moči potem prevesil osredotočil na Ljubljano in na Maribor. Tako da praktično so te obrobni klubi, kot smo bili tudi smučarski klub Gorica, Nova Gorica, ostali brez denarja in je bilo potrebno iti tam, kjer so bili pogoji pač primerni in kjer je bilo dovolj denarja za treninge, ki so pa v takratnem času
že postali toliko zahtevni, da je bilo potrebno trenirati v tujini, v Avstrijah, v Italijah, na ledenikih in tako naprej, če si želel biti konkurenčen. Ampak, če se vračava še malo nazaj v otroštvo, koliko let ste pravzaprav imeli, ko ste začeli smučati? 3, 4, 5 let? Koliko? Ja, prvič sem stal na smučeh s 3 leti. Mislim, da je bilo to nekje v Planici, ker je bil oče skakalec in z njim smo hodili na te njegove dogodivščine, oziroma se je bil odličen skakalec. On je generacija, Šlibarjeva generacija, to se pravi takratnega svetovnega rekorderja Snarja, ki je že takrat skočil čez 140 metrov, je bil svetovni rekord. Ne. No in on je bil, njegova generacija, sta bila tudi odlična prijatelja in seveda on je bil pa tudi sam odličen skakalec, ki je bil na robu reprezentance celo za olimpijske igre v Cortini, ki pa se jih nažalost ni mogel doseči norme zaradi tega, ker se je na enem odskoku polomil in to je bilo. To je bilo takrat zaključek. Ampak bi pa vseeno želel, da spregovoriva še nekaj besed o vašem očetu, ki je v bistvu bil res izjemen. Vas in vašega brata je redno vozil na smučanje. Pogosto ste z očetom hodili v hribe, v naravo in vaš oče je že zelo zgodaj poskrbel za zdrav življenjski slog, da tako rečem. Zdi se, da je oče imel res zelo pomembno vlogo, da ste kot smučar uspeli. Pa bi še vseeno vas povprašal, kako je potekala ta pot potem tako v nadaljevanju, kako je šlo to potem naprej? Ja, jaz pravim zdaj z leti, da sva bila z bratom ta tako imenovana kolateralna škoda v narekovajih oziroma kolateralna dobrobit njegove dejavnosti, to za njegove želje potem, da je bil čim več v naravi, pri tem, da se je čim več dogajalo in tako naprej. In on je dejansko užival v tem, da smo mi hodili na treninge, da je on organiziral te naše treninge včasih res ali pa večinoma na Primorskem, kar v izjemno težkih, zahtevnih razmerah, ker seveda snega ni bilo na voljo toliko kot, bomo rekli, na Gorenjskem in tako naprej. Ne. In tle smo dejansko lovili vsako snežinko, vsako krpo snega, jih nabirali, dostikrat grabili z grabljami na kup, otresali ivje z dreves, zato da smo dobili neko snežno površino, na kateri smo lahko trenirali. In je bilo to včasih dovolj, da smo trenirali samo štart. Recimo, včasih je bilo dovolj, da smo trenirali 10 urat, recimo, ne. Od tega je bilo polovico jih po travi, pravzaprav po zmrznjeni zemlji. Potem je pa prišel čas, ko je bil oče, bom rekel, zelo iznajdljiv, zelo se je znajdel namreč Tomos takratni, naša tovarna mopedov, ne, kot jo poznamo, je naredila eno tako smučarsko vlečnico na vrv. In sicer je bila to prenosna vlečnica, ki smo jo lahko praktično nesli, dva sta jo morala na ramenih sicer tako nesti, in smo jo lahko postavili kjerkoli in smo si s tem zagotovili 100 metrov recimo dolgo smučanje. No, in on se je povezal še z parimi kolegi, še en drugi kolega, gospod Ostreš se je pisal, no, on je imel tudi tako žičnico, to niso bile drage stvari. In smo potem kar naenkrat imeli 200 metrov treninga, neodvisni od žičnic, od delovanja žičnic, od urejenosti prog, od seveda vozovnic, kar je zelo pocenilo tudi, bom rekel, smučanje za nas takrat. No, in naše smučišče je potem kar naenkrat postala Soriška planina. Soriška planina je bila, da dam en tak primer, kakšna je bila ta zagnanost in volja in želja potem, da
da smo trenirali, da smo bili zunaj, da smo bili aktivni in, bom rekel, zaposleni otroci, da nam ni bilo dolgčas, je bilo do te mere, da smo mi imeli te žičnice postavljene čisto na svojem bregu, na Soriški planini. Mi smo bili ob 7 zjutraj najkasneje že v avtu, v Solkanu, se odpeljali na Soriško planino in začeli trenirati nemudoma, ko smo prišli gor. Samo progo smo utrdili z štamfanjem, tako imenovanim. Ne? Štamfanje, tako smo rekli. Tako je. Ja. In žičnice so se zagnale, ti si se za tisto špago prijel, te je potegnil na 100 metrov gor in potem še za drugo žičnico in še 100 metrov gor. No, in mi smo recimo do 11. ure praktično že opravili celodnevni trening, da v tem času, ko so recimo iz druge strani, iz Škofje Loke, v tem Železnikov iz Škofje Loke, iz takratnega zelo močnega kluba Transturist se je imenoval Škofja Loka, prišli tekmovalci Kova, Boris Strel, Jože Kuralt, Nuša Tome med dekleti in tako naprej, ki so in šele začeli trenirati, ko smo mi praktično trening že opravili. Tako da smo dejansko imeli eno ogromno prednost s tem, s to, bom rekel, očetovo iznajdljivostjo, ki nas je pripeljala do izjemno velike in količine in kvalitete treninga, ki nas je potem, bom rekel, naredila konkurenčne oziroma postavila ob rob tem takratnim najboljšim smučanjem, ki so bili pa seveda tradicionalno iz Gorenjskega. Tako. Tako. Imam vtis, da sta z bratom preživela zelo lepo mladost po zaslugi vaših skrbnih, ljubečih staršev. Pa me zanima naslednje. Glede na to, da ste vi odšli potem naprej med profesionalce, kakšna pa je bila usoda vašega brata? Se je on tudi resneje kdaj ukvarjal s smučanjem ali ne? On se je zelo resno ukvarjal s smučanjem, mi da sva praktično bila, bom rekel, konkurenta, on je 4 leta starejši od mene, ne? To je seveda pri starosti 4 leta in 8 let ali pa 10 let in 4 let, to so to ogromne razlike. Ne? Ne smeva pa pozabiti seveda naše ljube mame, ki je skrbela, ki je bila v ozadju za to, da je vsa ta mašinerija lahko laufala. Ker je recimo tudi en tak primer, kako smo trenirali, kje vse smo iskali prostore za trening poleti, se je lahko treniralo na plazovih. Tukaj mi smo hodili v dolino Zadnjice, to je v Trenti na desno, gor na koncu Trente. Zadnjica dejansko tako in v prenesenem pomenu dejansko smo bili v Zadnjici, na čisto zadnjem koncu sveta, bi skoraj da rekel. No in tam trenirali na plazovih, ker čez zimo so se plazovi zgrinjali v dolino iz teh gora. Vsako jutro smo, vedno so s sabo pripeljali tudi nekaj kamnov, to se pravi, da smo mi zjutraj najprej te kamne pograbili iz tega snega ven, zaradi tega, ker se je vendarle v poletni toploti toliko in toliko snega stopilo, postavili to svojo žičnico tam gor in mi smo junija in avgusta trenirali na teh plazovih. No, mama je pa seveda skrbela, stanovali, taborili v šotorih. Meso smo šli enkrat na teden iskat v dolino v vas Trento, kjer smo nakupili meso, živež in tako naprej, kar je bilo potrebno. Mama je kuhala, skrbela za to, da smo imeli stvari posušene in oprane in tako naprej. In to je bilo naše takratno, bom rekel, kar
cigansko življenje, kot ga je oče tudi rad poimenoval, ne. Ampak brez sodelovanja cele družine, zato izpostavljam mamo v tem primeru, Absolutno. to sigurno ne bi delovalo. Medtem ko vprašanje o bratu, z bratom sva, ja, on je bil pa, se pravim, kot mlajši brat s starejšim bratom vedno tekmuješ, ne, na nek način. Vedno ga želiš doseči, preseči ali kakorkoli in ta razlika v letih ni ovira, je še toliko večji izziv. Tako da praktično je, bom rekel, za moje napredovanje v tistem času, dokler nisem prišel potem v naslednje kategorizacije, je bila izjemno pomembna konkurenca in je bil brat tisti, bom rekel, prvi sotekmovalec ali pa tekmovalec, od katerega sem želel biti boljši. Hkrati je bil on tudi vzornik. Vzornik mi je bil predvsem v svojem šolskem, študijskem pristopu, kjer je on že v osnovni, srednji šoli vse redno delal, kljub vsem treningom in tako naprej, bil zelo uspešen, kar se mu je pa potem kasneje tudi obrestovalo, ko je bil na robu A reprezentance, to se pravi s tem, da bi začel smučati tudi v svetovnem pokalu, je bil ravno na meji tega ali da ali ne. No in potem se je ta odločitev takratnega vrha v Smučarski zvezi prevesila bolj v prid nekih drugih tekmovalcev, tako da on se je takrat moral odločiti, ali bo še nadaljeval s smučanjem, ali pa se bo odločil za študijsko pot. No, pametno se je odločil za študijsko pot, postal konec koncev znanstvenik, soustanovitelj univerze v Novi Gorici, predavatelj, dobitnik številnih častnih doktoratov na različnih univerzah po svetu in tako naprej, študiral tudi v Ameriki. In tako da je on zaživel na tem področju, jaz sem pa takrat seveda bil še čisto v tekmovalnem. Tako, in vi ste potem prišli v državno reprezentanco in tako naprej. Me pa zanima, kako sta vas takrat v svojo sredino sprejela izjemna smučarja že, vrhunska Bojan Križa in Boris Strel in seveda tudi drugi smučarji tistega časa. Ja, tle je šlo predvsem, bom rekel, za geografsko poreklo v prvi vrsti, ne. Mi smo bili Primorci, a ne, in zdaj Primorci kot taki nismo bili znani seveda po smučanju, a ne, in zdaj zakaj? Tle je šlo bolj za, veste, malo je šlo za, bom rekel, hec, za to zbadanje, če želite, v nekaterih primerih pa tudi tako za kar konkretne žaljivke, recimo, ne, ki so spadale, bomo rekli, k temu, k športni psihologiji, če hočete, ne, k temu, da je pač treba, če ga ne moremo v smučanju, ga pa probajmo na drugi način, premagati oziroma znervirati, da bi šel, no, ampak te stvari so delovale praktično samo, in tle ne govorim konkretno o Bojanu in Borisu, a ne, ampak nasplošno smo bili pač tako sprejeti, ta smučarski klub Nova Gorica. Čeprav je šlo za veliko konkurenco, najbrž tudi med vami in tako, ne vem, a je bilo kaj rivalstva v tistem času, ste imeli ta občutek, a ste bili zelo povezani med seboj, ste bili dobri kolegi, ste se dobro razumeli? Ja, veste kako je, to je zelo specifičen način življenja, ne. Treba je razumeti, da smo mi takrat reprezentanca kot reprezentanca, ko sem bil tudi postal član A reprezentance, moške, mi smo skupaj preživeli 250 in več kot 250 let, 250 dni na leto skupaj. In to je po dnevi, po noči, to je ob zmagah, ob porazih, ob poškodbah, ob boleznih,
bom rekel, osebnih zadovoljstvih in srečah, ob praznovanjih smo bili samo mi, ni bilo druge družine zraven, mi smo bili ena velika družina z vsemi značilnostmi, bom rekel, družine. A ne? Tako kot so v vsaki družini, seveda nekateri se boljše med sabo razumejo, drugi se malo manj, a ne? Ampak je drugače pa predvsem, bom rekel, da je bilo eno izjemno lepo obdobje tam na začetku teh ekipnih uspehov. To je bilo tam leta 79, 80, a ne, od 78 naprej. Moram reči, da smo bili izjemno veseli uspehov drugega, hkrati pa toliko konkurenčni oziroma toliko, če želite, tudi zavistni, ali pa ne, da si vendarle želel biti boljši od svojega kolega. A ne? In to je tudi tisto, kar nam je dajalo to tekmovalnost, to spodbudo za doseganje rezultatov, ker smo v prvi vrsti želeli biti boljši od svojega kolega, recimo. Pa ne glede na to, da sva bila ta boljša prijatelja, z Borisom Strelom, na primer, a ne, sva bila skupaj v sobi, noč in dan se prehecala, ko sta tekmovala. Ampak ko smo tekmovali, smo pa tekmovali. Ker je pa želel biti on boljši od mene, jaz pa boljši od njega. Ne. Poglejte, gospod Franko, takratni vrhunski rezultati so vas kot mladega tekmovalca pripeljali v Združene države Amerike, v sloviti Lake Placid. Šteli niste niti polnih 18 let. Tu bi pa res prosil, da nam poveste, kako se spominjate tega nastopa v Ameriki in kakšen plasma ste takrat dosegli. Ja, to je bila olimpijada, 4 leta pred olimpijske igre, 4 leta pred olimpijskimi igrami v Sarajevu. Tako. Bila je iz pogleda pomembnosti izjemno pomembna zame zato, da sem jo doživel kot tekmovalec. To se pravi, da je bila ta neka uvertura za olimpijado čez 4 leta, ki je bila potem pri nas na domačih tleh. Ne. V takratni državi, v Sarajevu, je bilo zelo pomembno, da si doživel to olimpijsko vzdušje, da si videl, da je to vendarle poseben dogodek, da si videl, da ima en svoj določen ritem, da si razumel tudi, da nastane v tem tekmovalnem ritmu, ki ga imaš v sezoni, ko so vsak konc tedna so tekme, tam pride do pauze skoraj enega meseca, preden prideš ti do naslednje tekme, to se pravi od zadnje tekme svetovnega pokala pa do nastopa recimo v veleslalomu in slalomu na olimpijadi. Nastane ena taka luknja, ki jo moraš seveda tudi znati psihološko, ker treniraš tako vsak dan, ne? Ampak to praznino tega tekmovalnega ritma je treba znati nekako zapolniti. Ne? No in iz tega gledišča, kot dobro, recimo res, da sem bil dobrih 17 let star, ampak, ali pa slabih 18, ampak je bilo zelo zanimivo. Mislim, mi smo iz večjih zornih kotov, od same seveda otvoritve, pomembnosti letega dogodka, potem recimo kako je življenje potekalo v olimpijski vasi. Takrat smo še vsi stanovali v eni olimpijski vasi, zdaj je to povsem drugače. Olimpijci stanujejo po hotelih, v glavnem v bližini tekmovališč. No, takrat smo bili vsi v olimpijski vasi in takratna olimpijska vas v Lake Placidu je bila bodoči federalni zapor. To se pravi, mi smo dejansko stanovali v
zaporniških celicah. Neverjetno. Ki sicer niso imele teh jeklenih, ampak je bilo le majčkeno bolj sproščeno, s tem, da so pa zmehčali ta prostor, so pa dali v te skupne prostore, so namestili z vsemi sorti nekimi igricami, takšnimi drugačnimi, biljardnimi mizami, ping-pong mizami, videoigrice so se takrat začele pojavljati. Za tiste, ki se še spomnijo, Space Invaders so bili takrat zelo znana igrica. Tako da sem jaz večino časa, poleg treningov seveda, ki so bili vmes, preživel na teh videoigricah. Tako. Če nadaljujeva, pred 41 leti je Sarajevo preplavil olimpijski duh. Začele so se zimske olimpijske igre, ki so trajale 12 dni. Udeležilo se jih je 1272 športnic in športnikov iz 49 držav, ki so se pomerili v 10 športnih disciplinah. Gospod Franko, in vi ste 14. februarja 1984 v veleslalomu na Bjelašnici za Jugoslavijo osvojili srebrno olimpijsko medaljo. Pa me zanima, kako vam je to uspelo, saj sta vendarle bila glavna favorita za medalji takrat Bojan Križaj in Boris Strel. Opišite nam to dogajanje. Ker to je bilo najbrž tudi presenečenje za vas, ali ne? Bom kar neskromno rekel, da ne. Da ni bilo presenečenje. Predvsem zaradi tega, ker sem to zimo, to sezono imel vse rezultate v veleslalomu, super veleslalomih sem bil. Takrat super veleslalom ste se odlikovali? Še ni bila niti olimpijska disciplina. Takrat se je pravzaprav začelo s tem v svetovnem pokalu, ampak še ni bila olimpijska disciplina. No in jaz sem bil na vseh tekmah do olimpijade sem bil med prvih 5, recimo v veleslalomu, kar me je uvrščalo vsekakor med favorite za kolajno. Tako da, ampak javnost je pa seveda to, sploh bomo rekli takratna širša javnost naše bivše Jugoslavije, je poznala praktično samo ime Bojan Križaj, dejansko bilo največje ime v smučanju, in ko se je reklo smučanju, se je to vedno povezovalo z Bojanom Križajem. Tako da po eni strani je bil ta pritisk, ki je bil na Bojana takrat, ki je visel nad Bojanom, je bil sicer razporejen na celo ekipo, ker smo vsi vedeli, da smo v dobri formi in da smo sposobni presmučati medaljo. Jaz sem bil, govorimo o veleslalomu, v najboljši formi od cele ekipe v tej sezoni. Boris Strel je pa tipičen tekmovalec bil za velike tekme. To se pravi, ko je bila velika tekma, si izvedno lahko računal, da bo on dosegel vrhunski rezultat. Tako je tudi leta 82 presmučal prvo kolajno na velikih tekmovanjih leta, to se pravi 82 v Schladmingu, ko je bil tretji v veleslalomu na svetovnem prvenstvu. No, ampak sama tekma, celoten potek, ponovno, zelo pomembno je bila izkušnja izpred 4 let iz Lake Placida, ker je bila tle ponovno ta zadnja tekma dolgo pred našim nastopom na olimpijadi. No, in ta čas je bilo treba seveda nekje zapolniti, bomo rekli, predvsem ga je bilo treba zapolniti do te mere zame v tem primeru, do te mere, da se glava ne začne ukvarjati z rezultatom, kaj bo, se veste, bila je olimpijada v Jugoslaviji, prvič v Jugoslaviji in nikdar še država gostiteljica v zgodovini ni ostala brez olimpijske medalje. Če bi se to zgodilo, mi je nikdar prej do takrat nismo osvojili, in če bi se to zgodilo,
bi bili prvi v zgodovini, kar bi bilo relativno katastrofalno, ne? Da če ne bi prišli do te kolajne, sploh smo se pa same organizacije, se je takratna celoten naš družbeni ustroj in politika odločila, da se gre v organizacijo, če sploh imamo možnost dobiti kolajne. No in mi v smučarji smo bili takrat najmočnejši in na nas se je največ tega tudi polagalo. Ena prednost, da sta bila seveda v igri in najbolj poznana, tako kot ste že omenil, Bojan Križaj in Boris Strel, predvsem Bojan Križaj, je bilo to, da sem jaz bil nekje v senci tega in ni bilo toliko pritiska na mene v smislu pričakovanj, da ta nam bo pripeljal kolajno, ne. Tako da sem jaz v bistvu bil nekje po tej strani zaščiten ali pa skrit, nekje v senci teh pričakovanj, medtem ko stroka, vsi, ki smo pa bili v smučanju in v svetovnem pokalu, od trenerjev do tekmovalcev, smo pa vsi vedeli, kdo je kdo. To se pravi, kdo je bil sposoben pripeljati kolajno ali ne. No in ta dan se je pač vse išlo tako, kot se je moralo, oziroma bom tako rekel, se je nekje nadaljevalo v ritmu te sezone in sem uspel to kolajno pripeljati v domače roke. Tako. Bova o Sarajevu še v nadaljevanju kaj povedala, ampak kmalu po olimpijskih igrah v Sarajevu ste smučanje obesili na klin, izdalo vas je zdravje. Kaj se je zgodilo? Ja, jaz sem bil že da se spet vrnemo na leto 1980, 4 leta pred tem, pri starosti 18 let sem dobil diagnozo trajne okvare kolkov. In sicer je bila starejša generacija takratnih zdravnikov, specialistov, ortopedov proti temu, da nadaljujem s smučanjem in bi v bistvu moral že po njihovi oceni takrat prekiniti s kariero. Mlajša generacija takratnih zdravnikov je rekla, glejte, ne vemo, od kje je ta poškodba nastala, s kakšno brzino se razvija, bolečine so pa bile prisotne. Zaradi tega je to tudi bilo tako vprašljivo, do katere mere bom lahko pravzaprav to zdržal. Ne napore treningov, ampak same bolečine, ki so pri tem prisotne. Ker vemo, trenira se prvič na mrazu, kjer je tkivo toliko bolj otrdelo, trenira se na ledenih progah, to se pravi, da so vsi udarci neposredno grejo na hrustanec in na kost. In pri meni je to bilo v tem kolčnem predelu, to se pravi na obeh kolkih so se mi pojavili izrastki, ki so me zelo ovirali pri sami gibljivosti in seveda povzročali bolečine. Tako da jaz sem bil po večkrat na leto v bolnici zaradi čisto enostavnih poškodb, kjer sem recimo, če se mi je zgodilo to, da sem, kot se dan današnji temu reče, pojahal količek, me je raztegnilo in to je pomenilo, da sem šel tam direktno v bolnico, pa ni bilo nobene posebne poškodbe. Le bolečine so bile toliko močne, da enostavno nisem mogel naprej. No in to je bilo potem dano nekje v ozadje oziroma potisnjeno v ozadje, ker so mlajši zdravniki rekli, lej, ti nadaljuj s smučanjem, sej prej ko slej, če te bo zadeva, če bomo videli, da se zadeva tako slabša, razvija na slabše in ti bojo bolečine same povedale, da ne boš mogel več naprej speljati trenažnega procesa. No, in tako smo nekako to informacijo je ostala skrivnost med glavnim trenerjem Filipom Gartnerjem
par zdravniki in mano. In tako da je bilo v bistvu do leta 85 je to nekje ostala skrivnost, leta 85 so se pa te pojave, so pa te bolečine, bom rekel, to se je skozi stopnjevalo, ampak tako. Vendarle je prišlo pol do te mere, ko so imeli zdravniki prav in so rekli, ko te bo dovolj bolelo, boš sam odnehal. Ampak vi se niste dali, niste ostali pri smučanju, ampak ste odšli v poslovne vode. Srebrna olimpijska medalja vam je odprla številne poti, bila je vizitka v svet. Kar 25 let ste delali in živeli na tujem, Japonci in Američani so vas sprejeli z odprtimi rokami. Kaj vse ste počeli na Japonskem in v Ameriki? To pa ta oddaja sigurno ni dovolj dolga. Bova tako na kratko povedala, na kratko boste to razložili. Bom poskusil na kratko. No, v glavnem, ja, dejansko me je pot, takrat, ko sem nehal smučati, je bilo pač jasno, da v svetovnem pokalu ne bom več mogel smučati. Kako ste bili pa prizadeti, ko ste nehali smučati? To vas je najbrž zelo prizadelo. Ja, prideš v enem trenutku, sem prišel točno vem, kje, na treningu v Valsenalesu v Italiji, na enem, to se pravi, to je bilo poleti leta 85, sem čisto enostavno prišel po eni vožnji oziroma po nekaj dneh treningah prišel do tega, da ne morem več speljati zavoja, brez da bi moral delati spremembe v tehniki, ki so pa bile škodljive. Fizične bolečine so bile prehude. Tako. Poslovna pot je najbrž bila dobra odločitev, kaj ne? Je bila takrat, sicer nisem niti vedel, kaj in kako bi, vedel sem to, da sem si želel v svet, bil sem vpisan v 3. letnik Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani, vendar bom rekel, da nisem imel interesa tega nadaljevati, ker me je svet preveč zanimal in sem rekel, bom probal iti v svet. Naslednji korak je bil, da sem šel na tako imenovano profesionalno turo smučarsko v Združene države Amerike, ki pa ni bila primerljiva z svetovnim pokalom. Jaz sem šel brez treninga, 2 dni sem šel posmučati, zmagal sem prvo tekmo, zaslužil denar, ki ga takrat nismo služili kot amaterji, ne. Zaslužil nekaj denarja, no, Američani imajo radi zmagovalce, ko sem s to zmago sem pa že z dodatkom srebrne olimpijske kolajne, ki sem jo prinesel s sabo, takrat so rekli, to pa je, to bo pravi človek za naše delovanje, za njihov trg in tako, no, in sem prišel do nekih pogodb, začel sodelovati z smučišči, natančno bolj z enim smučiščem, no, v Park Cityju v zvezni državi Utah, kjer je potem bila tudi olimpijada leta in leta kasneje, to se pravi, to je bilo leta 2002, midva se pa zdaj pogovarjava o leta 1985, ne, tako da, no, in tam se je nekje začela, ljudje so videli, da sem tako pristopen, da sem promocijsko uporaben, da znam komunicirati, da dobro govorim angleško in so me nekje vzeli za svojega tako imenovanega predstavnika tega smučišča in nekaterih drugih sponzorjev, kar me je nekje obdržalo v tem smučarskem svetu, medtem ko sem pa s profesionalnim smučanjem zelo hitro prekinil. Postal sem še svetovni prvak v profesionalnem smučanju, ampak se pravim, to v primerjavi z olimpijado 84 in z svetovnim pokalom ni imelo ni primerjave, dajmo temu tako reči. No, in potem sem pa dobil ponudbo iz Japonske, če bi prišel delati na Japonsko, mene je pa Japonska tudi zelo zanimala, zaradi tega, ker sem nekje v ozadju, sem si želel ravno do Amerike in potem kasneje do Japonske, sicer ne po tej poti, kot se je potem izkazalo, ko so me povabili oni k sodelovanju, tudi skozi smučanje, skozi ta, bom rekel,
olimpijski uspeh tudi po zunanjem izgledu. Takrat sem pač bil še, dajmo reči, kamera me je imela veliko rajše, kot me ima danes. In so me angažirali v njihovem promocijskem svetu smučarske opreme v tem primeru, in sicer je tam bila ena takrat še mlada firma, ki je zdaj že seveda zelo, zelo poznana in velika, po imenu Phoenix, japonska, ki si je izbrala mene za njihovega predstavnika. No, in jaz sem potem za njihov obraz, dajmo reči, ne. No, in so naredili med drugim linijo smučarskih oblek, ki je nosila moje ime, in s tem sem se nekje začel uveljavljati, oziroma se je moje ime začelo uveljavljati v japonskem prostoru, sploh smučarskem prostoru, ki me je potem vodilo do vse sorte delovanj, od pomoči pri organizaciji olimpijskih iger leta 1998 do izgradnje smučarskih središč, do organizacije takšnih in drugačnih smučarskih festivalov, kaj še, vse sorte je bilo, no, tako da se pravim, da bi porabila kar še eno oddajo za to, da bi samo Zagotovo. Ampak takole v nadaljevanju bi rekel pa še naslednje. Celo poročili ste se v Ameriki, pa ne s kakšno tujko, ampak Slovenko, znano slovensko pevko in igralko, Simono in plesalko tudi, Simono Vodopivec. Kje sta se spoznala? Kako sta se našla? To me pa res zanima. Ja, no, to spada v ta naključja, ki niso naključja, ne. Ali so stvari namenjene ali pa niso namenjene. Namreč jaz sem takrat živel v Ameriki in na Japonskem, pretežno na Japonskem sem organiziral slovenski festival. No, in Simona je prišla kot ena od povabljenih nastopajočih. Na tem festivalu smo predstavili slovensko kulinariko, delček slovenske industrije, delček slovenskega turizma, seveda v prvi vrsti pa slovensko smučanje, no in delček slovenske kulture. No, ona je prišla kot ta del, kulturni del ekipe, in moram reči, da se je tako zadeva zelo hitro, zelo hitro sva si bila všeč in zelo hitro sva vedela, da je to. Tako. Ampak s Simono sta si ustvarila družino, plod vajine ljubezni sta sin in hčerka. A je kdo šel od, se pravi sin ali hčerka, mogoče po vaših stopinjah, jih smučanje zanima ali ne? Tako je pri tem. Nihče ni šel, v kratkem, nihče ni šel po najinih stopinjah. Nihče? Ne, nihče. Obadva se hočeta dokazati na svojem področju, se tudi dokazujeta in midva sva vsem podporna pri tem. Seveda bi lahko ogromno svojega znanja iz najinih specialnih področij, ne, prenesla na njiju, ampak povsem jasno, ona ne želita, bom rekel, tekmovati z nama, z najino preteklostjo, z najinimi uspehi iz preteklosti, ampak si hočeta ustvariti svoje uspehe na svojem področju in ima tudi to lepo uspeva na čisto drugih področjih. Obadva sva upeljala v, bom rekel, da ima dala vpogled v najin svet iz bivšega, bom rekel, življenja, ne, to se pravi predvsem mojega športnega, tako da sta obadva znata smučati, imela sta možnost tudi, če bi želela trenirati in tako naprej, ampak sta se obadva odločila drugače.
Sin je imel odlične rezultate v atletiki, tudi hčerka. Zdaj je pa hčerka na univerzi to se pravi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, medtem ko je pa sin v pravniških vodah, tako da on je pa... Se pravi na popolnoma drugih področjih. Čisto drugih. Poglejte, gospod Franko, vrnili ste se domov v Radovljico in se nekako našli ne v smučanju potem ali kakšnem komentiranju, ampak ste v svojem podjetju ustanovili, da rečem, glasbeno podjetje, ali kako bi rekel, postali ste producent muzikalov. Kako ste se našli v svetu muzikalov? Je tukaj imela vaša gospa zasluge, gospa Simona Vodopivec, ali ste tudi sami bili nekako zagledani ali zaljubljeni v glasbo? Nekako si predstavljam, če človek dela na tem področju, najbrž mora imeti zelo rad glasbo, se pravi, prvi pogoj je glasba, da jo ljubiš ali pa da jo imaš rad, da tako rečem. Absolutno, ja, absolutno. Glasba mi je bila vedno blizu. Nič nenavadnega za mladega človeka, ne, da bom rekel. Ampak mi je bila nenehno zelo, zelo pri srcu. Bom rekel, v gimnazijskih časih so bili to predvsem glasbeniki kot Bob Dylan in podobno. Potem kasneje seveda smo prišli bolj v rock in pop vode. Medtem ko musical kot musical, s katerim se pa danes največ ukvarjam oziroma ukvarjava skupaj z ženo. Ja, kakšno delo je to, kaj pravzaprav vi delate kot producent muzikalov? Slavisti želijo, da rečemo ne musical, ampak muzikal. Ja, to je bilo že prva dilema, ki me je, bom rekel, žena me je zaprosila, če bi ji pomagal pri tem delu, oziroma ona je imela svojo glasbeno šolo v Radovljici, pri kateri je želela nadgraditi znanje svojih komitentov, svojih učencev, ki jih je imela v šoli. Ona je poučevala v prvi vrsti petje, tudi študirana zborovodkinja in pa seveda lastno kariero zelo bogato ima za seboj, pa še ne čisto za seboj. In je takrat sva se pogovarjala in rekla, kaj misliš, kako bi jaz lahko nadgradila tole učenje ali pa znanje teh svojih učencev. Pa sem rekel, naredi musical tako, kot je to nekje standard na Zahodu. To se pravi v anglosaksonskem svetu, v Ameriki, v Angliji je to redni del učnega programa, da otroci naredijo produkcijo musicala, skozi katerega nastopajo, pojejo, igrajo in tako naprej, se pokažejo pred starši in pred svetom. In sem ji predlagal, da naredi musical. Ona takrat ni kaj dosti vedela o tem. Bi rekel, kaj pa misliš, kjer ga pa bi? Sem rekel, poglej, moje pesmi, moje sanje je en tak musical, kjer veliko otrok nastopa noter in kjer je tak lep družinski musical, bom rekel, starejši musical, ampak zelo, zelo gledljiv. No, in mi smo potem je rekla, da bi to naredila, če bi jaz to produciral. No, s tem sem jaz... Tako se je začelo to producentsko delo. Tako. Ker mi je bilo, moram reči, da na začetku kar malo težko ga sprejeti, zaradi tega, ker jaz sem se sicer ukvarjal z organizacijo dogodkov takšnih in drugačnih, ampak so bili v drugem okolju, pa predvsem na drugem koncu sveta. To se pravi, na Japonskem in v Ameriki sem delal podobne stvari, ne
kulturne v tem smislu, ampak v organizacijskem smislu. No, in potem je od tukaj naprej je bilo veliko pogovarjanja, pregovarjanja, ali ja ali ne, no in potem je seveda, se veste, kako je, če hočeš, da zakon dobro funkcionira, pa moraš, da ženi prav. Tako je. Poglejte, v slovenskih muzikalih, to se pravi vaših, ki jih vi producirate, katerih producent ste, nastopajo vrhunske pevke in pevci, kaj ne? Ja, res je, tle moram reči, da smo po eni strani imeli malo srečno roko, predvsem pa ogromno razmišljanja okrog tega, kdo naj bi bili nastopajoči v teh projektih, ki jih mi delamo. Tle sva obadva z ženo Simono pogrešala, da je v muzikalih pravzaprav dejansko manjkalo ravno vrhunskega petja, recimo, a ne. Igralci so bili dobri, odlični, tudi ples je bil lepo pokrit, glasbeniki in tako naprej, ampak dostikrat sva pa pogrešala res zelo dobro petje ali pa primerno petje določenemu muziklu, ker vsak muzikal ima svojo nekje zahtevo, kako naj to zgleda. No in tle sva recimo v primeru Mamma Mie, ki je naš najbolj razvpit, dajmo reči, muzikal, ne, skačem med besedama muzikal in muzikal zaradi tega, ker sta obe dve pravilni. Vse razumemo. Ampak sta obe dve pravilni, to je prva stvar, ki sem se jo naučil, da pravzaprav ni bolj pravilne. In ena in druga sta pravilne slovnično. To se pravi, da lahko rečemo tudi muzikal. Lahko rečemo muzikal, lahko rečemo muzikal, oboje je v redu. No, in Mamma Mia je v bistvu eden najbolj razprodanih muziklov ali muzikalov. Ja. Tako, ja. Pri nas je to, mislim, tle je, bom rekel, da pa ne zaradi tega, ker smo ga mi naredili, ampak vprašanje, če bo še kateri muzikal v prihodnosti lahko dosegel te... Si ta muzikal lahko še kje ogledamo? Mislim na Mamma Mio. Tako, muzikal je zdaj na voljo v Ljubljani, ogledamo si ga lahko v Ljubljani, prej smo šli po celi Sloveniji, zdaj pa to logistično postalo tako zahtevno, da ga praktično lahko izvajamo samo še v Ljubljani. Tako da igramo v Ljubljani v Cankarjevem domu in v Križankah. Tle smo običajno na teh dveh prizoriščih. To se pravi, zamudniki, ki vašega muzikla nismo videli, se pravi Mamma Mia, imamo še možnost si ga ogledati, kaj ne? Še je možnost. Možnost bi bila že 1. decembra letos, ampak je že razprodana predstava, že nekaj časa. Se obeta potem v prihodnosti? Smo dodali še eno praznično ponovitev in sicer 4. januarja na nedeljo, tako da to še spada v praznike. In to je v nedeljo ob 6. popoldne, ker smo imeli kar nekaj povpraševanja, muzikal vendarle traja skoraj 3 ure, ne, 2 uri in 45 minut s prekinitvijo, tako, a ne, ampak je tako zabaven, da ti za trenutek ni dolg čas. Je pa seveda precej mlajših ljudi, ki bi si radi to ogledali in je 7. ura zvečer ali pa 7:30, 8. ura zvečer zanje kar pozna, ker preden se to konča, je ura 11, 12, preden se pride domov, naslednji dan je šola, delavnik ali kakorkoli. Medtem, ko 6. ura popoldne v nedeljo si pa lepo ob 9. zvečer doma in lahko še popiješ to po čaj in se pripraviš na naslednji dan. Gospod Franko, pripravljate na področju muzikala za sezono 2025-2026. Se pravi, te tekoče predstave, ki jih imate, jih je možnost še pogledati, ampak mene zanima, če bo kaj novega, če je kaj novega
pripravljate v tej smeri. Ja, tle ne smemo pozabiti seveda tudi naše zelo drugačne uspešnice. To so Nune v akciji se imenuje predstava. To je zgodba o 5 redovnicah, ki se znajdejo v nenavadni situaciji, kjer morajo po vsej sili zbrati denar za to je glasbena komedija, sicer ki morajo po vsej sili zbrati denar za dostojen pokop 4 od njihovih preminulih sester. Kako je do tega prišlo, več v samem muziklu. No, to je ravno, zdaj bomo imeli 100. ponovitev te predstave. Je pa to bo v Lendavi, že naslednji teden, to se pravi 16. Medtem ko imamo, oziroma konc tega tedna, medtem ko jo igramo še na parih prizoriščih, ampak tudi to pretežno v Ljubljani. To se pravi, imamo 27. Se ne vem, ali 27. 26. novembra imamo v Sežani eno ponovitev, v Domu Srečka Kosovela, potem imamo eno ponovitev v Krškem, to je 7. decembra, tudi na dan nedelje. 17. smo v Cankarjevem domu že razprodani, 17. decembra, tako da smo dali tudi tu še eno dodatno, ampak ta je pa šele 1. februarja na vrsti. Tako da gostujemo tudi s to predstavo uspešno naprej. Ker vas pa zanima, kaj pa novega, a ne? Kaj pa novega? Študirate kaj novega. Ja, glejte, vedno razmišljamo, da bi kaj novega, ne? Je pa tako imenovan velik muzikal postal zelo, zelo zahtevna zvrst v neodvisni produkciji, kakršno imamo mi. Tako da večinoma razmišljamo in sodelujemo s partnerji v koprodukcijskem smislu, in sicer tako na Hrvaškem, v Beogradu, Bolgariji, Romuniji in tako naprej. Tako da to so bolj projekti, ki so potem, kjer smo mi soudeleženi le delno v tem, niso vse niti v naših rokah. Časno je že nekoliko priganja, potrebovala bi vsaj še 1 ali 2 oddaje. Leta 2024 je bilo še posebej slovesno. Sarajevsko mesto se je na veliki slovesnosti spomnilo olimpijade pred 40 leti. Bili ste častni gost tega velikega dogodka, pa nam na kratko povejte, kako je bilo. Je bilo zelo čustveno. Vsekakor tle je bilo tudi nekaj drugih udeležencev prisotnih izpred 40 let, nekaj smučarjev, nekaj Katarina Vid, takratna olimpijska zmagovalka, je tudi prišla na to obletnico. Nekaj drugih velikih prijateljev, tudi Torvil in Din, ki sta takrat tudi ravno tako bila v drsanju olimpijska prvaka s to fenomenalno predstavo Bolero, oziroma predstavo s to točko Bolero, ki sta jo izvedla, ki je postala kultna, ne, v samem športu. No, tako da je bila je akademija, slovesnost, to se pravi v njihovem nacionalnem gledališču. To je bila slavnostna akademija, kjer je bilo precej govornikov, tudi mene so pozvali kot govornika in bom tako rekel, no, kakšen čustven naboj še vedno ima ta olimpijada, ima ta dogodek, ima to, bom rekel, naše skupno zmagoslavje ob osvojitvi, seveda izjemno uspešni
organizaciji in osvojitvi te prve tako težko pričakovane olimpijske kolajne, da ko sem prišel na oder, jaz ne vem koliko časa je bila stoječa ovacija vseh ljudi, ki so nekateri že tudi težko vstali, ker so že v letih in so bili takrat ampak je bil zelo čustven, zelo lep dogodek. No. Veliko je bilo smeha, veliko je bilo solza, vse pa predvsem z prelepimi spomini na tisto, kar se je dogajalo leta 1984. Na koncu oddaje želim, da se dotakneva še vaših priznanj. Lepo prosim, gospod Franko, pokažite nam srebrno medaljo, ki ste jo prejeli leta 1984. Naj jo z velikim veseljem. Televizijsko občinstvo vidi čisto od blizu. Tako upam, da se vidi dovolj. V redu. No, te kolajne so bile takrat, če to zdaj pogledamo, to je relativno majhna kolajna v primerjavi s tem, ki jih podeljujejo danes. Ampak naboj je izjemen. Ampak to je pa, ima pa izjemen, ima pa čisto svojevrsten pomen. To je prva kolajna olimpijska naša in prva je samo ena. Ja, zelo rad bi se na kratko še dotaknil. Leta 2020 ste postali častni meščan Sarajeva. Sarajevo vas ljubi, da tako rečem. Kaj vam to priznanje pomeni? To priznanje se tudi meni zdi ena posebna čast. Povejte nam. Veste kako, jaz v bistvu ta priznanja jemljem kot ne bom rekel samo po sebi umevnega, ker bi bilo to seveda bistveno preveč samovšečno, ampak dejansko sem se jaz v Sarajevu vedno počutil domačin. Dobro in domače. Tako. In to je tisto, kar je, ko so mi podelili to, priznanje kot častnega občana, sem rekel, pa jaz sem že od vedno vaš someščan. Sem rekel, najlepša hvala, ampak to je, bom rekel, samo nekaj, kar je zdaj v okvirju, kar sem že sam po sebi čutil ves ta čas. Ampak želim še v dveh besedah, da se dotakneva tule pred nami. So japonska priznanja, japonsko priznanje vam pa tudi veliko pomeni, kaj ne? Ja, japonsko je posebno, ker je drugačne sorte. To gre za priznanje, ki je podeljeno sa strani japonske vlade, in sicer gre za cesarski red vzhajajočega sonca s srebrnimi žarki. In to podeljujejo pač ljudem, ki so na takšen ali drugačen način doprinesli k širjenju prijateljstva med narodoma, to se pravi med Japonsko in Slovenijo v tem primeru. V mojem primeru je to seveda šlo skozi šport, skozi smučanje, skozi te mojo organizacijsko dejavnost, pa tudi potem za pomoč po njihovem potresu z cunamijem, ki je takrat prizadel vzhodno obalo in nuklearko v Fukušimi. In takrat sem jaz tudi priskočil na pomoč, kolikor sem lahko skozi svoje takratne medijske še povezave in dejavnost na Japonskem, s tem, da smo poskušali ponovno vzpostaviti turizem in privabiti ljudi na to področje, na smučišča, in pokazati, da življenje tam vendarle teče normalno naprej in da se da živeti kljub te strašni katastrofi, ki jih je prizadela. Dovolite samo še zadnje vprašanje. Še kdaj stopite na smuči, potem pa zaključivo oddajo? Še kdaj, ampak to je res. In se spustite po belih strminah, se vam milo stori? Po strminah ne več, bolj po ravninah, tako da tudi zadnje čase bolj
Simono posegava po tekaških smučeh, čeprav moram reči, da sem na tekaških smučeh tako padel, kakor na smučanju nikdar v življenju nisem. Spoštovani gospod Jure Franko, iskrena hvala za zanimiv pogovor. Veliko ste nam povedali in razkrili o sebi, tako o smučanju, smučarski karieri, kot tudi o vaši poslovni poti in o producentskem delu. Ob koncu vam želim še obilo uspeha v vašem zasebnem življenju, kot tudi v poklicnem. Najlepša hvala, vse dobro tudi vam in predvsem vse dobro vašim gledalcem. Hvala lepa. Končana je oddaja Nostalgija. Moj gost je bil Jure Franko, nekdanji vrhunski smučar, olimpijec, podjetnik in uspešen producent muzikalov. Hvala za družbo, vidimo se danes teden ob enakem času. Lepo vas pozdravljam.